Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci televizije AS, lepo pozdravljeni v oddaji Dogodki. Za vas smo pregledali nekatere dogodke preteklega tedna, zato vabljeni k ogledu. Programi čezmejnega sodelovanja Interreg so v okviru Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko pretekli konec tedna pripravili druženje partnerjev programov na Mariborskem Pohorju. Na druženju je bilo čez 300 udeležencev. V okviru Dneva evropskega sodelovanja, ki je bil 23. septembra, so se na Mariborskem Pohorju zbrali sodelujoči partnerji v programih čezmejnega sodelovanja Interreg, in sicer Slovenija-Avstrija, Slovenija-Madžarska in Slovenija-Hrvaška. O namenu dogodka je več povedala Nina Seljak, Službe Vlade za razvoj in kohezijsko politiko. Namen današnjega dogodka v bistvu je prvo kot prvo druženje in spoznavanje. Sodelovanje ljudi v bistvu čez mejo nekako se zdi naravno in nekaj normalnega, vsakodnevnega. Tisti, ki pa prihajamo morda iz drugih koncev Slovenije, ki direktno ne mejimo na naše sosede, pa se nam zdi to že nekaj posebnega. In namen današnjega druženja je praznovanje evropskega sodelovanja. K temu nas v bistvu spodbuja Evropska komisija, skupno nas pa povezuje evropska kohezijska politika. V programih čezmejnega sodelovanja so poleg Slovenije udeležene še 3 države, in sicer Madžarska, Avstrija in Hrvaška. O glavnih prednostnih oseh oziroma prioritetah programov je več povedal Aleš Markela, vodja programa sodelovanja Slovenija-Madžarska. Programov je več. 3 programi sodelujemo v današnjem Evropskem dnevu sodelovanja. V bistvu Slovenija-Avstrija, Slovenija-Madžarska in Slovenija-Hrvaška. Bolj ali manj je vsem 3 programom skupna prioriteta 6C, kjer gre za zeleni turizem. Tu za nami vidite, kako ljudje prihajajo do Mariborskega stolpa, tako da se res gremo zeleno, ne pripeljemo se z avti in tako naprej. Tako da, to je ena zgodba. Druga zgodba je povezovanje ljudi čez mejo, da dosežejo neke cilje, da dosežemo gibanje, da pridemo dalje skupaj, tako kot je to značilno za Evropsko unijo. Bistvo programov Interreg je sodelovanje in povezovanje 4 držav, predvsem na področju turizma, s tem pa tudi na področju ohranjanja naravnih in kulturnih vrednot. O pomembnosti medsebojnega poznavanja partnerjev v programih pa Aleš Markela. Ja, definitivno je plus, če se partnerji poznajo že prej, ni pa to predpogoj. Če partnerji znajo sodelovati in vzpostavijo določeno mero zaupanja, potem je zadeva običajno tekoča. Tudi pohod po Pohorju, ki so ga pripravili, je bil v prvi vrsti namenjen medsebojnemu spoznavanju, temu primerno pa je bil sestavljen tudi program. Udeleženci so si ogledali cerkev svetega Bolfenka, se sprehodili do razglednega stolpa in Mariborske koče, pri vsakem izmed postankov pa so bili priča predstavitvi enega izmed 3 projektov, in sicer Detox, Mura Raba Tour ter Palaeo Diversisteria. Ja, v bistvu namen tega dneva je, da predstavimo, da pri sodelovanju ni nujno, da poznamo jezik od sosedov. Slišali ste prej uvodoma, smo imeli prevajanje kar v 4 različne jezike. Namen tega je, da vidimo, kaj se pravzaprav da narediti na nekem ozemlju. In danes je pač tukaj primer na Pohorju, kjer lahko združimo sodelovanje v bistvu med vsemi sosedi, se pravi Slovenci, Hrvati, Madžari in Avstrijci, kjer pač bomo predstavili 3 projekte, ki so potrjeni s programom v tem obdobju 2014-2020. Seveda pa v naših 3 programih se področja prepletajo, zato smo zbrali Pohorje, ki nekako kot stična točka te 3 programe povezuje. Lahko bi zbrali Pomurje, pa vemo, da je dost ravnine tudi v naših programih in smo izbrali nekaj takega, da se ljudje lahko razmigajo in dejansko tvorimo ta zeleni turizem, da se ljudje nadihajo, da tudi vodje pridejo do tega, da malo zaživijo, da zadihajo, da ne delajo samo v pisarni. In tako tudi oblikujemo programe, ko se odločamo za to, kaj je primerno, sledimo seveda agendam, ki so zapisane v evropskih uredbah, po drugi strani pa to, kar je nam regijam skupnega. Imamo izredno veliko za ponuditi in naravnega in kulturnega in ti 3 programi dejansko, ki se bodo danes tu predstavili, tudi to predstavljajo.
V programih sodelovanja Interreg že nekaj let sodeluje tudi Center za zdravje in razvoj Murska Sobota. V tem obdobju sodelujejo kot projektni partnerji pri 2 projektih. In sicer v programu sodelovanja Slovenija-Madžarska pri projektu Green Exercise, pri programu sodelovanja Slovenija-Avstrija pa pri projektu RegioHelp. Veliko Interreg programov in projektov smo že izvajali na Centru za zdravje in razvoj Murska Sobota. Dejansko v 10 letih delovanja oziroma zdaj že 11, več kot 40 projektih, tako poznamo sodelovanje. Vsako obdobje sicer prinese neke nova pravila igre, ampak se učimo sproti in sodelujemo, se spoznavamo, super je. Kljub številnim pobudam organa upravljanja in vseh partnerjev v programih sodelovanja, pa so ti prebivalcem v regijah vseh sodelujočih držav še vedno precejšnja neznanka. Ali prebivalci poznajo programe sodelovanja, ki se izvajajo v njihovih regijah? Mislim, da še ne, da je še rezerve, da je treba s takimi dogodki pa še s kakšnimi drugimi promocijskimi aktivnostmi spodbujati obveščenost pa informiranost vseh prebivalcev, tako naših regij, se pravi slovenskih, potem tudi madžarskih, hrvaških pa avstrijskih. In s tem v bistvu se spoznavamo, uživamo v naravi, se gibamo. Pohvalila bi organizatorje v smislu, da so pač organizirali tudi pohod, da se gibamo. In to je to. Se sklepajo nova partnerstva, prijateljstva. Tovrstni dogodki, kot je bil minulo soboto na Pohorju, so torej lahko ključnega pomena pri približevanju programov sodelovanja prebivalcem teh regij, saj lahko zgolj z medsebojnim druženjem spoznajo, da meje med državami ne smejo predstavljati ovir. In glavno sporočilo lahko je, da nas v bistvu meje povezujejo, ne razdružujejo. Vsako programsko obdobje, v katerem se programi čezmejnega sodelovanja izvajajo, prinaša določene spremembe, premike. Ravno zato pri organu upravljanja pričakujejo, da bo do sprememb prišlo tudi v prihodnjem programskem obdobju. Ja, sej že veliki premik je bil v tem programskem obdobju, kjer se je zgodil premik iz financ k ciljem. Tako da vidite, veliko število ljudi, cirka 350 jih je tukaj, pomaga dosegati te naše zastavljene cilje zelenega turizma. V prihodnje pa pričakujemo premike sveda v smeri tega, da bo sofinanciranje verjetno manjše in bodo pač projekti morali živeti tudi sami od sebe, se pravi ne nazadnje od ljudi, ki tukaj tvorijo to obmejno regijo in tvorno sodelujejo v tem področju. Za dobro čezmejno sodelovanje je pomembno, da so dobro zastavljeni tudi projekti, pri čemer pa mora biti izpolnjenih več kriterijev. Prvo je dobro planiranje, dobra organizacija, pa dobri ljudje. Tako da, če ljudje dobro sodelujejo, potem uspeh ne bo nikoli izostal. V Romskem muzeju Puro Ker v Črnelavcih imajo od včeraj nove cimbale. Ne, niso jih kupili, ampak jih je skrbnik muzeja Štefan Baranje obnovil, najbolj znani slovenski cimbalist Andi Sobočan pa jih je oglasil in seveda tudi zaigral. Štefan je na novo pridobitev muzeja Puro Ker Romska hiša zelo ponosen, pa tudi na zanimivo pot cimbal od Slovaške do muzeja in čas, ki ga je namenil za restavriranje. Za ure niti ne vem, vem pa za mesece. Ja, bilo je kupljeno, strune so bili kupljene, drugo pa ne, drugo sem se doma imel. Drugo ni bilo kupljeno. Edino strune iz Slovaške so strune prišli, pred enim tednom so prišli basove, pred mesec dni pa te gladke strune. In zelo dobro je bil ta človek, da je poslal brez denarja, ali hvala Bogu, čim sem strune dobil, tako je šel na banko in plačal. Denar gor poslal. A nisem niti hotel povedati, da je to za romsko skupnost, potem ne bi je dobil. Cimbale so bile kupljene na Slovaškem pred 3 leta pa pol nazaj, so bili v zelo slabem stanju. Mi smo to mislili, da bi to bil en del za muzej. Potem sem se pa odločil, da je bom začel restaurirati. No, trajalo to en čas, restauriranje. In hvala Bogu, smo prišli do tega, da je zdaj cimbale, kako morajo biti. To je taka napeta zgodba, bila jaz pa pravzaprav sin domov pride sedaj, nažalost pokojni.
In meni pravi, oče, tu moraš denar pa idi na Slovaškem po cimbale. Sem prav, kaj si nor ali kaj ti je? Da jaz sam ne grem po cimbale. Potem sem svojega zeta prosil in on mi je te takoj povedal, tu doma že, da sem tankala benzin, mi je povedal, to je pri Roma, je pri Ciganje. Sem prav, pa jaz na internet ne vidim, kdo je. In hvala Bogu, da smo mi tja prišli, srečno prišli tja, samo pa bi lahko nas domov prepeljali mrtve. Zelo hudo je bilo tam. Ni tako lepo iti po noči, mislim ob 11. Kaj se je tam dogajalo, to je dolga zgodba in to katastrofalna zgodba je bila. Ta pridobitev za muzej pomeni moje življenjsko delo. Kako naj povem, to sem tudi naredil, da bo to moj vnukic igral na to. Te še ene cimbale so, še te bom restauriral. Tako da to je verjetno moje zadnje delo, več tega ne bom delal. Tudi zdravje mi ne pusti. To so kemikalije, razne kemikalije, so to razne barve, razni laki in to meni ne gre več. Zdravje ne pusti. Andi Sobočan jih je uglasil in prvič preskusil. Tule je strokovna ocena edinega učitelja tega inštrumenta v Sloveniji. Gospod Štefan je dobro restauriral. Strune nove prišle, sicer sem me večkrat tudi pital za kakšen nasvet. Seveda sem povedal tudi sama oglasitev, kakje sem mi določene še me dal. Vem, ko so 99% gotove, tako so že krili za muzej, falijo še edino dušilci tona, saj to zdaj damo kaj za špilo tudi čuli, ker še zveni, ne mre se prejti, ne še pedala, bom pa eno zašpilamo. Da sem se začel učiti pri Miške, če sem znal za 6-7 cimbalistov, ki so aktivno špilale. Nažalost so vsi bili starejši in so že pomrli. Nazadnje še živeči je bil Adam Pičkaj, ker so bila tudi dobrega kolega. V Čardi je špilo, v Dolgi Ves je špilo, v Zenkovce je špilo. Danes pa nažalost sem samo jaz še ostal in moji učenci. Dokič, šele koščim pa to bi tudi rad našel kakšnega Roma, ne samo ostale. Sicer Štefan pravi, da je vnuk, kada je vnuk zainteresiran, pa da bomo videli, ja je mi vrljeno besedo. Ker tudi na začetku, da sem ga videl te cimbale, da mi je pokazal, ko so prišli v muzej, sem si mislil, aha, dobro, saj videl sem njih, s toho tako nikdar nikaj ne da, ne. Ampak me je gospod Štefan izredno presenetil, jih je vrezel, kak mora biti. Štefan pritrjuje, da so bili Romi odlični glasbeniki in da so dobro igrali tudi na zahtevne cimbale. In to zelo dobro, sam nažalost tega več ni. Tisti časi so minili, da je kaj takega bilo, zdaj pa več tega ni. Samo škoda, da bi se gospod Andi je rekel, bar en Rom, da bi se učil, da bo nekaj ostalo. Jaz mislim, da bo moj vnukec igral na te cimbale. Andi pa nas je spomnil tudi na svojega učitelja Miško Baranjo in njegovo razumevanje glasbene šole. Jaz vedno rečem mojster, znani in priznani mojster na cimbalah Miška Baranja. Je mene učil na en drugačen način, kot naprimer so tipični učitelji glasbe bili. Jaz nisem imel pri njem ure. Da, imam zdaj ob torki, pa četrtek ali pa torek, petek imamo cimbale, ampak prideš ob 4 popoldan, kdaj pa domov grem, pa ne vem. Če sem zvadil, dobil novo lekcijo, lahko greš domov se naučiti. Če nisem zvadil, prvo zvadi, pa ko zvadiš, potem vzamemo naprej. Tako da včasih je ura cimbal pri meni trajala 1 uro, včasih pa tudi 3 ure. Vse je pa bilo odvisno od mene. Jaz sem se v njegovi gostilni učil cimbale in tam v zadnji sobi, tam so še bili ene vrate, ki je šla skozi v kuhinje in včasih on je rekel, nisi zvadil, zdaj pa vadi. In seveda kot tisti
mladenič, ne, mi ni bilo vse vedno po volji, kaj se naj učim in sem včasih tudi kaj posvoje. Samo enkrat se je zaropotalo po vrata in nisem ti to pravo, drugo vade, to, ko sem ti pravo. Tako da nikoli nisem vedel, ali je za vratami, ali pa me ne posluša. Ne. Včasih je tudi rekel, aha, nisi zvadil, tako, jaz grem na bavo, ti pa vade. Prijem nazaj, pa greva potem naprej. Trenutno imam 6 učencev, 11 sem že naučil, eni so bolj aktivni, eni so manj aktivni. Moja želja pa je, da naučim bar 2, ki bosta naprej poučevala ta inštrument. Hvala za vašo pozornost. Vabljeni v našo družbo tudi prihodnjič.